Pozdravljeni! Danes si bomo skupaj ogledali presenečenja in razočaranja drugega dela sezone v svetovnem prvenstvu Formule 1 2020. Že iz samega naslova prispevka je malodane samo po sebi umevno, da obstaja tudi prvi del, kjer smo pogledali presenečenja in razočaranja prvega dela te malce čudne sezone. Seveda v tistem prispevku smo se več ali manj ukvarjali z ekipami, tu bo pozornost usmerjena bolj na voznike, seveda z eno samo izjemo. Kogar zanima tisti starejši prispevek, kot ponavadi dobi bližnjico v opisu. Danes bomo pa ta pregled nekako začeli na malce drugačen način, ker boste lahko opazili, da od prvega presenečenja pa do zadnjega razočaranja bom skušal vleči neko rdečo nit, neko povezavo med enim in drugim. Videli bomo na koncu, kako mi je to uspelo. In seveda treba je dodati tudi to, da gre za moje osebno mnenje, moje osebno videnje, s katerim ni nujno, da se strinjate, in ukolikor imate boljše videnje, vas prosim, če lahko v pripombah napišete vašo argumentirano verzijo. In začeli bomo s tisto izjemo in po mojem mnenju zelo prijetnim presenečenjem v tem drugem delu sezone. Namreč tovarniška ekipa Renault je za razliko od tistega, kar smo videli v prvem delu sezone, pokazala velik napredek. So konstantni pri rezultatih in kažejo to, da se njihova forma dviguje. Še zdaleč niso tam, kjer bi si želeli in verjetno kjer tudi bi jih želeli mi, navdušenci Formule 1. A vseeno mislim, da je smer prava. In tisto, kar smo videli v tem centralnem delu sezone 2020, je dober obet za prihodnost. Za zadnji del sezone 2020, predvsem pa za sezono 2021. Zato Renault kot tovarniška ekipa je zelo veliko presenečenje, predvsem glede na tisto kritiko, ki sem jo postavil v prvem delu. A čeprav je Renault veliko presenečenje, se moramo tu spotakniti ob Estebana Ocona, kateri je po mojem osebnem mnenju razočaranje v tem delu sezone. Namreč od njega sem pričakoval bistveno več. Mnogi se ga lahko spomnite iz ekipe Force India, posebej po tistem trku in posledičnem prerivanju na veliki nagradi Brazilije leta 2018, ko sta se kmalu da spoprijela z Maxom Verstappenom. In ne smemo pozabiti tudi, kako so leteli deli ogljikovih vlaken, ko sta bila moštvena kolega pri Force Indii Ocon ter Sergio Perez. Sveda bil je izjemno bojevit, vročekrven, divji voznik, kateri se je pa malce izgubil povsej v tem centralnem delu sezone. Rezultati niso na nivoju tistega, kar vidimo pri Danielu Ricciardu, in tudi vročekrvnost je nekam izginila. Seveda lahko je Esteban Ocon spoznal, da biti preveč vročekrven ni pametno, a vseeno izgubil se je v nekem povprečju in mislim, da smo vsi mi pričakovali več od njega. To, da je povprečen, pač ni v njegovi naravi, in če smo pravzaprav iskreni, ne bi smelo biti v naravi nobenega voznika Formule 1. Od Estebana Ocona osebno pričakujem, da bo eksplodiral vsaj v zadnjem delu sezone, kajti ko bo imel za moštvenega kolega v naslednji sezoni Fernanda Alonsa, se mu ne bo godilo kaj preveč dobro, ukolikor bo nadaljeval s takimi predstavami. In če je Esteban Ocon razočaranje v tem centralnem delu sezone, moram pokazati s prstom na Sergia Pereza kot eno izmed najlepših presenečenj. Namreč, čeprav ni dosegel kakega enkratnega rezultata, naprimer, da bi prišel na zmagovalni oder, je konstantno med dobitniki točk.
In seveda, tisti malce bolj površni navdušenci se boste spomnili Sergio Pereza potem, da ni štartal dveh dirk, velike nagrade Velike Britanije in velike nagrade 70. obletnice Formule 1, ker je bil pozitiven na COVID-19. A če spustimo te dve dirki in pogledamo vse ostale, bomo videli, da niti enkrat ni odstopil in na vseh 9 dirkah je med dobitniki točk. Seveda lahko se zgodi na naslednjih dirkah, da bo odstopil, ne rečem, a izjemno konstanten in izjemno učinkovit voznik, kateri si zasluži ostati v Formuli 1. In seveda, kje si zasluži ostati, ni v moji presoji. A vseeno, tiste teorije, ki ga vežejo na Red Bull, so izjemno zanimive in vežejo ga na sedež Aleksandra Albona, kateri je, predvsem v centralnem delu te sezone, izjemno razočaranje. Pa pustimo tisti rezultat, ki ga je dosegel na veliki nagradi Toskane. Seveda, 3. mesto je za zapisati ob njegove prve stopničke, a v primerjavi z Maxom Verstappenom ima izjemno slabo formo. In sedaj ne pričakujem, da bi bil Alexander Albon tako hiter kot Max Verstappen, a ne more se dogajati, in to redno, da sta oba voznika Alfa Taurija približno tam, kjer je on. Seveda, dostikrat sem že razglabljal, da je RB16 izjemno agresivna šasija, katera zahteva talentiranega voznika in tudi Maxu Verstappenu ne uspe zmeraj jo obvladovati. A vseeno od Albona sem pričakoval več, da bo vsaj spodoben. Rezultate, ki jih vidimo pogostokrat na dirki, so pod kritiko. In če je Alexander Albon razočaranje in dvomim, da bo ohranil sedež v naslednji sezoni, je zopet prijetno presenečenje Pierre Gasly. Tisti Gasly, katerega Albon je zamenjal pri Red Bullu, ko se je vrnil najprej v skuderijo Toro Rosso, katera se je preimenovala v Alfa Tauri, se je pokazal v čisto drugačni luči. Pa seveda ne moremo mimo tiste zmage na veliki nagradi Italije, čeprav tista zmaga je prišla bolj po spletu okoliščin, a ni važno, zmaga je zmaga. Tudi v ostalih dirkah je Pierre Gasly izjemno konkreten. In prej sem omenil Alexandra Albona, no, Pierre Gasly z Alfa Taurijem je približno tako hiter, če ne hitrejši kot Alexander Albon. In če upoštevamo to, da bolid ekipe Alfa Tauri je nekako sestavljen iz starejših delov, ki jih imajo na razpolago pri Red Bullu, nam je situacija bistveno bolj jasna. Pierre Gasly je v primerjavi s svojim moštvenim kolegom bistveno bolj konkreten, dosegel je bistveno več točk in tudi če mu odštejemo tisto zmago, jih je dosegel več kot Daniil Kvyat, kateri je neprepoznaven. A Daniil Kvyat ni ne presenečenje in ne razočaranje. Nekako kaže tisto formo, ki smo jo videli lani. A vseeno ima več točk kot naslednje razočaranje. In naslednje razočaranje je Sebastian Vettel. Vem, mnogokrat sem ga malodane opravičeval, zakaj dosega slabe rezultate. A moram priznati, da vsaj v tem drugem delu sezone sem pričakoval, da bo pokazal malce več karakterja. Govorimo o vozniku, ki je dosegel 4 naslove svetovnega prvaka in izgleda, da sedaj pri Ferrariju samo čaka, kdaj bo te sezone konec in da bo odšel. Seveda, nezaželen je bil že lani, a videli smo kar nekaj reakcij. Sedaj teh reakcij ni. In tudi če ne bi videli kakega eklatantnega rezultata z njegove strani, bi lahko pričakovali malce več bojevitosti. Ko ga gledamo na dirki, ko se trudi tam v ozadju, ne vidimo tistih iskric, kateri bi se vsi mi, navijači Formule 1, želeli. Vidimo pa ogromno tistih napak, po katerih je postal znan, predvsem v zadnjem obdobju. Mislim, da predstava, ki jo kaže Sebastian Vettel, ni na njegovem nivoju. In zato sem ga uvrstil med tiste, ki so razočarali v tem delu sezone.
In na koncu kot zadnjega moram omeniti še enega voznika, ki je razočaral. In to razočaranje bo verjetno šlo v nos marsikateremu navdušencu nad Formulo 1. Namreč govorili bomo o Kimiju Räikkönenu. In seveda, Kimi Räikkönen ima ogromno navijačev, a v tej sezoni še zdaleč ni pokazal tistega, kar bi lahko pričakovali. Namreč znano je dejstvo, da sam osebno ne cenim Antonija Giovinazzija. In tu sem seveda pristranski. A vseeno, Antonio Giovinazzi je na dirkah pogosto kar dosegel bistveno boljše rezultate kot Kimi Räikkönen. Seveda tudi Kimi Räikkönen je naredil svojo zalogo napak, ne takih kot Antonio Giovinazzi, ampak vseeno jih je naredil, a pričakoval bi malce več konkretnosti. V lanski sezoni smo videli Kimija, da je bil na določenih dirkah enkraten, na določenih dirkah pač povprečen, a bilo je neko konstantno nihanje, katero na koncu je prineslo določene rezultate. A sedaj v tej sezoni 2020 ni teh nihanj. Kimi Räikkönen je konstantno izven tistih mest, katere vodijo do točk, seveda razen ene izjeme. Od voznika kova Kimija Räikkönena, kateri ima rekord v največjem številu štartov, sam pričakujem malce več bojevitosti, malce več hitrosti, malce bolj konkretne rezultate. Meni osebno je malce čudno, da ima Antonio Giovinazzi bistveno boljše rezultate od njega in ne govorim samo o točkah. A zgleda, da Kimi Räikkönen, podobno kot Sebastian Vettel, le čaka na konec te čudne sezone. Videli bomo, ali bo kariero nadaljeval ali ne, ampak mislim, da s takim pristopom v sezoni 2021 ga bo izjemno težko gledati in spremljati, tako za nas navdušence, kot za mnoge njegove navijače. Seveda, to je bil le hiter pregled tistih presenečenj in razočaranj drugega dela te sezone. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.